Jaz bi vas lepo rad pozdravil na enem takem posebnem pogovoru danes. Pogovoru smo dali naslov biti učitelj oziroma učiteljica včeraj in danes. Z nekim takim podnaslovom medgeneracijski pogovor. Pred nekaj meseci je do mene prišlo povabilo z vrst organizatorjev tega akademskega knjižnega sejma splošno, da bi tudi sam pripravil enourni dogodek, ki bi bil povezan z učiteljskim poklicem, s pedagoškim delom, s tem, s čimer se tudi sam sicer ukvarjam. In pravzaprav se mi je odgrnila ideja, kakšen pogovor bi rad popravil. Namreč, zdelo se mi je zanimivo, da bi se v enem takem krogu srečali učiteljice, učitelji različnih generacij, ki bi povedali, kako pravzaprav gledamo na pedagoški poklic, na učiteljevanje, na to, čemu se je včasih reklo prosveta, pa se danes tega ne uporablja več, ker smo najbolj že vsi dovolj prosvetljeni. In kako je skratka to potekalo v preteklosti, v več desetletij, kakšne so bile takrat vaše izkušnje in kakšne so izkušnje pravzaprav danes tistih, ki opravljate ta poklic. In jaz sem izjemno vesel, da smo se uspeli dogovoriti za pogovor v taki zasedbi. Nakratko bom predstavil svoje goste in gosta. Začel bom z Alenko Batič, ki se je vsega tudi, kot da bi se dogovorila. Z Alenko Batič, ki je učiteljica razrednega pouka in po sili razmer zdaj tudi matematike, čeprav razumem na osnovni šoli v Kopru. Osnovna šola v Kopru je ena največjih, če ne celo največja, slovenska osnovna šola z več kot 900 učenci in kot učiteljica z več kot 20 leti pedagoških izkušenj vam bo povedala nekaj o svojem delu. Vprašal jo bom tudi, kakšni so spomini na odraščanje v učiteljskih družinah. To bo eno od vprašanj. Malo kasneje. Z mano je tudi Mina Jelen, učiteljica na osnovni šoli Ivana Skvarče iz Zagorja ob Savi, ki jo poznamo pravzaprav tudi sicer, sploh iz covidnih časov, sicer pa prejemnica več nagrad, tudi nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke, učiteljica leta 2021. Tako vprašanje o sodobnih tehnologijah bova kasneje načela. Nermin Bajramovič je z nami učitelj z osnovne šole narodnega heroja Rajka iz Hrastnika, učitelj matematike, za katerega učenci pravijo, da je zelo fajn, vedno prijazen in da zna tudi dobro učiti. Sicer rojen v Bosni in nekaj bova potem povedala tudi o tej vaših priseljenskih izkušnji in kako je vplivala, če je, na to, da ste se odločili za učiteljski poklic. Gospa Darinka Ferdruga je upokojena učiteljica, ravnateljica, najprej na osnovni šoli Dehani, nato pa v Hrvatinih, če sem si prav zapomnil, zato, ker ste skratka dolga leta tudi delovali in zanimivo bo slišati skratka tudi z vaše strani, kako je potekalo izobraževanje, šolanje pred nekaj desetletji, tudi še v prejšnji državi. Z prav posebnim veseljem, pa moram reči, res prav posebnim veseljem, predstavljam tudi gospod Magdo Fonda,
midva z gospod Magdo Fonda imala poseben odnos, zaradi tega, ker se poznava že 140 let, bi rekel. Upokojena učiteljica z osnovne šole v Dekanih, ki sem jo tudi jaz obiskoval, in jaz sem imel neznansko srečo, da je bila gospa Magda moja razredničarka in učiteljica matematike. In že pravzaprav tistih časov bi kar kakšno učiteljsko vprašanje vam rad zastavil, pa je danes ta priložnost, ko bom to lahko naredil. Tako da bi pravzaprav začel z vami. Vi ste bili moja razredničarka skratka v osnovni šoli poučevalstveno matematiko in jaz se dejansko spomnim, pa to ni laskanje, zato ker bi se pač zdaj na tem pogovoru srečal, ampak dejansko se spomnim, da sem imel, čeprav mislim, da nikoli bil posebej nadarjen za matematiko, ob vaših razlagah vedno občutek, da zlahka sledim učni vsebini. Vsebini, ki ste jo obravnavali, danes bi najbolj rekel, da ste bili didaktično in metodično dobro usposobljeni, spretni. Me pa seveda zanima, čemu pravzaprav pripisujete, ali tudi sami to doživljate, to svojo metodično usposobljenost, čemu pripisujete skratka to zmožnost za dobro metodično, didaktično obravnavo učnih vsebini, kakšno vlogo je imelo pri tem pedagoško izobraževanje, ki ste ga opravili, ali če vprašam drugače, kdo vas je poučeval didaktiko in metodiko, da vas je tako dobro poznal? Damjan Hvala, jaz te bom tikala. Hvala za vse komplimente. Tudi mi smo jih dali Damjanu, ker nam je v spominu ostal kot res priden učenec, skrben, delaven, zanesljiv, bom rekla tovariški v razredu in smo se včasih pohecali, da je kot pomočnik ravnatelja. Kar si mu zaupal, je bilo 150% opravljeno. Pa ne da bi zato ga sošolci v razredu kaj drugače gledali. Znal je z vsakim vzpostaviti stik, bil prijeten do vsakega sošolca in tudi do vsakega učitelja. To Damjan. Hvala. Ko me je poklical, sem takoj rekla, pa nismo niti vedeli, kako bo to potekalo, danes v kakšnem obsegu bo, pač da gre za nek pogovor, tam bi malo osvetlili naša pretekla leta delovanja, spogledali s tem učiteljskim poklicom, po tolikih letih, ko smo že tudi v penziji, kako se na to spominjamo in sem takoj rekla, ja, bomo še koga poiskali, no in tako smo tukaj, Alenka je moja hčerka, Darinka je moja vse skozi sopotnica, tako bila v šoli, v službi, kot tudi doma, celo v istem bloku živele. Veliko sem od nje se naučila, veliko v njej dorasla in zorela in tako nekako eno ob drugi. No, vprašal si me, kako je ta moja pedagoška pot nastajala. Vem, da sem že kot mali otrok, ker se spominjam, mogoče od 3 let naprej, ne vem, kdaj vsega ta spomin, vedno sem rada nekaj preštevala, nekaj zlagala, začetek na kolenih šivice zlagala, pa mi je oče dal 3, pa 2, pa je rekel, preštejmo, koliko je in tako naprej. Vedno smo se na dvorišču igrali šolo, v vas je bilo takrat več otrok, in smo bili različni. 2-3 leta več manj to ni igralo vloge in oče mi je dovolil na fasado hiše z koščkom opeke pisati, to je bila naša tabla. In jaz sem razmeri učiteljica. No, potem sem prišla v osnovno šolo, v redu sem jo opravljala, drugače končala 8. razred in kam me bo pot peljala, odločila sem se za gimnazijo v Kopru in takrat so bili sprejemni izpiti. 3 dni smo jih opravljali, slovenščina, matematika in jaz sem imela nemščino. In ko je bilo
do takih točk dol, tisti ni prišel na gimnazijo. Zakaj to povem? Ker danes je pa tako, da na gimnaziji je 120, 180, govorim za Koper na primer, 180 praznih stolov, torej sprejeli bomo 180 dijakov. In ker imam izkušnje, ker nekaj pomagam inštruirati tako srednješolce, imam kar dosti pogleda tudi v sedanje šolstvo, srednje in osnovno. In ko se vprašam, kdo vse gre na gimnazijo, kje smo, kako je nivo znanja upadel. Dobro, mogoče to še pridemo kasneje. No, bi pa to izpostavila. Ko sem bila v 8. razredu, me je poučeval matematiko, takrat tovariš, danes gospod, Pernat Jože, ki je še živ, možakar, čez 95 let, bil je ravnatelj divaške šole in poučeval je samo 8. razreda matematiko. Ta človek je prišel v razred, vedno v srajci in v gvantu. Ni bilo kavboj, ni bilo super, obleka. On je predstavljal, on je bil oseben. Da pogledati, vsi smo se ga, ne bom rekla, bali, ampak smo ga spoštovali. K njemu nisi upal priti brez domače naloge. Pa ni kričal nič, ampak razlagal je pa tako, da si srkal, pil si to matematiko. In jaz sem takrat rekla, jaz bom tudi učila matematiko. In sem šla v gimnazijo, a veste, da je prišel v prvem letniku pogledati v gimnazijo Koper, kako mi gre. Na šoli nas je bilo v Divači 42 osmošolcev, ki smo to leto zaključili, na gimnazijo smo šli 3. Ne, polovico. Tako. No, potem v 4. letniku so nas testirali, testi sposobnosti, verjetno, kaj smo mi zastopili, kaj to je. V glavnem nekaj teste smo reševali, potem je prišel iz Zavoda za zaposlovanje psiholog in vsakega posebej poklical na pogovor, posvetoval, kam je šel. In veste, kaj je meni svetoval? Je rekel, veš, glede na tvoje, vikali so nas, ne, veste, tako naprej, ne, stari, veste. Jaz bi vam predlagal študij komercijale. Ja, še bi danes en Kitajc rekel eno besedo, bi jih tako zastopil kot takrat. Jaz sem doma z vasi, kmetov, oče čevljar, mama šivilja. Kak je komercialna? Kaj delajo te ljudje sploh? Pojma nisem imela. Ne, sem rekla, jaz bom šla študirati matematiko. Me je rekel, škoda, veš, imaš take in take sposobnosti, me tam našteval, ne vem kaj. Ne, jaz sem na pedagoško akademijo v Ljubljani da študirati matematiko. Vedno sem res rada razlagala, še zdaj sem včasih delala do norca, največkrat mož doma, hočem nekaj povedati, povem se eno okolje, pa pozabim kaj isto na koncu. Nikoli ne bi šla kaj drugega. Ja, želela sem si biti tudi medicino iti, pa moji starši niso bili navdušeni. No, ampak ni bila tako prva. Želela sem pa študirati matematiko in kemijo. Tega ni bilo, posebej smer sem, ali pa matematika, tehnika, ne tehnika, niti malo, in je ostala fizika zraven. To ni bila moja preferita, ampak je šlo. V bistvu ta, bi rekel, zmožnost nazorne razlage, to, kar smo mi kot učenci pri vas doživljali in smo imeli res, vsaj zase, lahko rečem, venover občutek, da bi lahko matematiko zlahka razumel ob vaši razlagi. Popoldan pri domači nalogi je to že malo drugače. Ampak v tistem trenutku smo imeli občutek, da res, da ste nam matematiko, bi rekel, posredovali na tak način, da nam je bila razumljiva. Koliko menite, da je to pravzaprav stvar, bi rekel, neke metodične usposobljenosti, izobrazbe, ki ste dobili na akademiji takrat, koliko pa pravzaprav, bi rekel, neka osebnostna lastnost, ki
se je ni mogoče naučiti. Ja. No, jaz bi tukaj rekla, da verjetno večji procent igra ta zadnja stvar. Sem pa pridobila tudi na akademiji. Imeli smo krasne nastope na šoli Mirana Jarca v Ljubljani. Študentje smo prisostvovali, veliko nastopov smo imeli. Imeli smo krasno mentorico in tudi učitelji na šoli Mirana Jarca so nam veliko pripomogli in pomagali. Vem, da so smeli rekli, v razredu ne sedi, hodi po razredu, hodi živi z razredom, imej stik z učenci, pogledčeke gledajo debelo, ali zastopijo, ali ne zastopijo, ne? Mislim, to so nam dali, ja, to so nam dali na akademiji. In vedno je sledila analiza, tako v takem krogu, pa smo povedali, kaj se nam je zdelo pravi, dobili na svet, kje smo bili šibki, kje naj popravimo, kaj naj pazimo, ja. Mislim, da pa veliko odigra, kaj nosiš v sebi, predvsem pa, da pomagam precej srednješolcem, gimnazijcem in tako naprej, to, kar moraš, kar bi želel razložiti, moraš najprej ti dobro poznati, razumeti, zakaj gre, da znaš povedati. Če boš ti samo rekel, veš to naredi tako, ker tako in tako so napisali, tako mora biti, ne? Če pa ti vseš problema zagrizneš, potem veliko lažje poveš, ne? Veliko bolj razločno, veliko bolj se vtisne spomin, ne? Hvala. Ja, Alenka, zdaj lahko še povem, mi pa se tikava še zelo dolgo časa, pa ne bova zdaj prišla na vi, ker se tudi poznava približno iz istih časov. Ja, iz istih časov. Veš, kaj mene zanima, imaš seveda več kot 20 let izkušenj s poučevanjem, si skratka izkušena učiteljica tudi sama, si pa odraščala, smo slišali, v bistvu ob učiteljici matematike. In me zanima, kakšno je bilo pravzaprav to, kako je biti hči učiteljice, kako je biti otrok učiteljice in koliko je to vplivalo mogoče na tvojo odločitev, da si se podala tudi v te iste pravzaprav vode. Ja, jaz bom začela s tistim prijetnim. Kdo je kriv, da sem jaz učiteljica. To sploh ni mama kriva, ampak je kriva moja vzgojiteljica iz vrtca. Kot živo se jo spomnim še danes, kako je delala z nami, kako je skrbela, kako nas učila, peljala ven, nas naučila risati, različne zaboje, različne črke v različne smeri. Bila je v bistvu mama v jutranjem času in učiteljica zraven, ker takrat je bila še mala šola, kot danes radi kakšno reče, kot prvi razred 9-letke. Tako da ona je kriva, da je mene navdušila, še danes učiteljica Tonica. No, potem pa posledično... Vršica smo rekli takrat, ne? Ja, Vršica Tonica. Vršica. Potem pa jaz sem stopila v šolo in doma imela mamo, ki je še danes jo včasih vprašam za kakšen nasvet. Tudi pri matematiki, če mi lahko karkoli razloži, če se zraven kakšnega primera ne morem prebiti skozi. Tako da ja, tale pogled doma, kako pride domov, kako pripravi kosilo, pojemo. Vedno smo imeli inštrukcijo doma, če se nam kaj je zataknilo, to je bil plus. Lepo mi je bilo, kadar je popravljala teste, pa sem lahko pogledala v test, kaj se učijo, bi mogoče jaz to znala ali ne. Tako da ja, to je bilo res lepo in prijetno. Tista slaba stran, ki je odraščanju v učiteljski družini, je ta, da je bila mama na šoli, kjer sem jaz šolo obiskovala. Tukaj je pa bila čisto druga zgodba. V razredu nisem bila sprejeta, zato ker mi je mama vedno se povedala, kaj bomo pisali. Pokazala mi je vse teste, ne samo matematika, ampak tudi druge predmete. In zaradi tega sem jaz pisala 4 in 5, ker je pač mama vse poskrbela. Druga slaba stran je bila ta, da če sem pozabila doma copate, če sem pozabila nalogo,
Če sem slučajno kaj naredila, kot običajen otrok, je mama to tako izvedla, isti odmor, ko se je ura končala. Tako da ja, je dobra plat in je tudi tista slaba. Je pa zdaj, ker poučujem matematiko in prihajam že v svoje leta, tako da ja, za matematiko, bolj ko sem stara, bolj me navdušuje, starejša, bolj me navdušuje poučevanje matematike, ne pa več toliko razredni pouk. Zato je polno, po mojem, kriva, ker še vedno pomaga. Dobro. Gospoda Rinka Fadruga, vi ste bili dolga leta ravnateljica? Nisem bila tako dolgo leta, samo en mandat. En mandat ste bili konservativni? Tako da večinoma sem poučevala in sicer najprej veliko časa 5. razred in potem pa slovenščino dal več časa. Eno vprašanje imam, ki je v bistvu povezano s tem, če rečemo, strokovna avtonomija učitelja. Zelo pogosto danes interpretiramo, da v času prejšnjega režima, prejšnje države, učitelji niste bili toliko avtonomni pri odločanju o tem, kaj lahko poučujete, katere učne vsebine lahko izberete, da ste imeli dokumente kurikularne, ki so vam pač predpisovali, malo da ne Črus slavni, ki je predpisoval malo da ne vse. Pa me zanima v bistvu vaša osebna strokovna izkušnja. Ste tudi sami tako doživljali? Ne, jaz tega nisem tako doživljala. Pravzaprav smatram, da smo dosti manj imeli vse določeno, čisto tako zacementirano, bi rekla, ne. Jaz sama nisem bila nikoli v nobenem, nisem bila član Zveze komunistov, ne, in nisem tega nikoli občutila. Recimo, jasno, da je bilo, kar se tiče cerkvenih praznikov, je bil pouk, ampak je bil pač pouk, tako je bilo, ampak nismo pa imeli nekih pridik o tem, kako je za neke reklame za ateizem ali karkoli, iz tega se ne spominjam. Vsaj jaz osebno nisem taka. Pravzaprav moja mama je bila globoko verna, jaz sem pa ateistka, ne? Ampak, da bi komu na to vplivala, na druge in tudi ne vem, da bi moji kolegi kaj takega počeli, ne spomnim se. Res. In tudi, ko sem postala ravnateljica, nikoli ni bilo vprašanje, to je bil tisti slavni družbeno, to je bilo notri, ampak nobeden ni dejansko več tega gledal. Tako da jaz tega, na primer, spomnim se svojega svaka, ki je učil v 4. razredu. Na primer, če bi danes, njemu je bolj šel njihovim pouk, kolegici pa glasba. Ona dva sta si brez skrbi to zamenjala, nobenega problema ni bilo, nič ni bilo treba poročati. Ja, pa povedala, zdaj sem tako naredila, pa konc. Imam občutek, da je zdaj veliko bolj in tudi nečesa se spominjam z vso toplino staršev, ki so nas spoštovali, mi pa smo njih spoštovali, ker to mora biti oboje stransko. Zajemno. In to je bilo. To čutim še danes, na primer. Prav te maj meseci je zdaj. Prvi četrtek smo bili z učenci, ki so končali 62. leta. Zadnji četrtek bomo s tistimi, ki so končali 63. leta. Pridejo, nas povabijo, malo je, jaz sem še, kot sem v 84. letu, pa moja sestra, ki je v 95. letu, in nas povabijo, drugi so že, ona še ni bila, recimo, takrat še učila. Tak topel odnos, neverjetno, ne vem, mislim, da sem bili lepi čas. Mogoče se spominjamo
teh časov nazaj vedno z nostalgijo in tako. Ampak ni samo to. Mislim, da je nekaj na tem. Gospa mi pritrduje. Gospa mi pritrduje in čutim, da misliva podobno. In mi je pa žal, da ne doživljajo ti mladi učitelji tega, da ne hodi kdo z odvetnikom v razred. Snimam predstave, kaj takega. Jaz sem bila tovarišica in mislila nikoli gospa, ampak meni je beseda tovariš, ni socialistična beseda, veste. Izhajal je tovariš učiteljski časopis. Davno. Hvala, zdaj pa se vrnemo generaciji učiteljev v kavbojkah. Ned in Bajramović, skratka, naletel sem na en intervju z vami na portalu MMC, RTV, tam smo lahko izvedli, da skratka imajo učenci za vas pohvaljne besede, da je pouk hrvatske je pozitivno naravno, poučujete tudi matematiko, skratka, po nekem naključju ste zbrali tu, ja. In ja, no, mi dva nisva matematičanja, ostali, pa gospa Darinka tudi ne, ampak imamo kar tri kolege, ki se ukvarjate z matematiko, ampak to sem hotel vprašati, učenci imajo vas pohvaljne besede, da znate pripraviti dobro vzdušje v razredu. Pa me zanima, kako pravzaprav se lotite načrtovanja oziroma kako dosežete, da je več pouk kakovosten. Danes z današnjimi generacijami otrok, v katerih bomo mogoče kasneje še kaj spregovorili. Kakšen je, če se tako malo drugače izrazim, recept za dobrega učitelja? Ja, hvala za besedo. Zdaj, jaz osebno niti ne vem točno, kje bi začel, ali se me sliši? Mikrofon. Zdaj, ne vem, če ste glih ta pravega človeka poklical tukaj, ker dejansko, ja, kot prvo, družbo otrok, ki imamo, smo jih take sami naredili družba, od nekega jih bombardiralnimi zvezki poveži, pobarvajo, obkroži, onketret, torej porumljamo od ranih nog, potem pa nekako se zgražamo nad njimi, kakšni so. Recimo, jaz učim zdaj že 22 let, meni so otroci isti skozi, smo zdaj znanje ob strani, ampak znanje je to tistega, kar smo jim mislili. Zdaj, kakšen je recept? Jaz bom spet tukaj čisto kontra od njim, v utrjenih skupinjah, gimnazija, pa potem fakulteta, pa hotela sem biti učitelj, tako sem bila mehna, pa to pač pri meni ni bilo. Jaz sem pač priseljencev, vedno sem rad nekaj razlagal, šel sem na elektrošolo, bil sem skozi športnik, fuzbaler, iskal sem faks, ki bi pač čim bolj easy skozi prišel. Matematiko sem edino tako razumel brez učenja in tam se ni bilo treba učiti. In sem s pedagoško. Ja, pač, pedagoško, to nisem upal na prvo, ker sem rekel, pa treningi, pa nekaj treba spali. Kar je en indikator, da pač pedagoška nima nobenega sita, da izloči te padalce. Tako da jaz sem bil načeloma padalec, tako bi se zelo slabo izteklo. V tretjem letniku faksa, ko sem bil vržen v tisk, ker imaš nastopnih hospitacijo, je profesor Magajna, to pa moram reči, pač pa priznati, rekel, vi imate en tak talent, da znate take komplicirane stvari tako na easy povedati, da ne gleda to, da je to simple, pa ni. Takrat me je malo navdušil, to sem začel se tudi bolj s tem v to poglabljati, da sem tam, kar sem, pa mislim, da je predvsem tega pač tudi te ideje na pedagoški fakulteti, pa predvsem to ustrajno prvih 5 let delovanja v šolstvu, da sem po vseh možnih učbenikih literaturah sam pisal priprave. Torej, današnji učitelji so samo nekateri, da bom rekel vsi pač, ampak pridejo, prej so gre delovne zvezde, pa poveži, govarjajo, kroži, pa so čez fakulteto, razne elektronske stvari, pa prej tako naprej.
pa dobijo pa od založbe priprave narejene, pač to gre, ta proces gre kar naprej, pač nikoli ni sam več ustvaril, in potem je to problem, in jaz se bolj strinjam s temi generacijami, nekako si X, ampak vem, o čem govorijo dejansko, in ta passion, kako delaš, ti pač boš neko strast, kako načiš, jaz lahko 3 skupine otrok učim, pa bo ponula narisal mrežo, prizme, pa vrhunsko tablo sliko na zeleno, pa sami kartek, zeleno tablo, rutinske procese na belo tablo, bomo pa nek video animacijo potegnili iz IKT-ja. To se mora nekako prepletati in IKT je tako, likica, ker se mislimi procesi dogajajo v glavi. Če ti priješ iz fokusa, pa pač to se skošti v risu, pa naslednjo uro še enkrat, pa še enkrat, ne briši, ampak še enkrat, nariši, to je ta stvar, ki prveče. Če izpostavim, torej, kaj pritegne passion, fokus, pa red. Jaz nisem nek prijazen učitelj, ampak vem, o čem govorim. Tukaj gospodaj sem tako da to moraš sveč problema priti, ker če ti hočeš biti zabavan, moraš vedeti. In bosanski eksport-import edini je humor, kaj da čujem. Ok, pa skratka, priprave, ki jih pripravljajo založbe, je treba prepovedati, sem pa absolutno strinjam. To tudi sam študentom rad povem in me veseli zdaj, da nisem osamljen. Pri tem ni najemen. Pravzaprav imam za vas enako vprašanje, oziroma isto vprašanje. Kaj boste si kot nagrajena učiteljica, kakšen bi bil vaš odgovor na vprašanje, kakšen je recept za dobrega učitelja? Jaz sem pa to kar učence moja vprašala, kakšen je popoln učitelj, in oni so odgovorili, da mora biti prijazen, v bistvu, da si želijo, da jih ne bi bilo strah učitelja, potem, da jih spoštuje, da je enakopraven do vseh in pa, da je na njegovem urniku veliko športno vzgoje. Tako da, jaz mislim, da je, ne vem, za moje pojme, v moji glavi je, da bi se držim pač tega, da mora učitelj res vzpostaviti dober odnos z učenci, da recimo res prve tedne, ko jih dobiš, res nameniš veliko časa temu, da se zbližaš z njimi, da jih spoznaš, da se spoznajo sami med sabo, da se res veliko igramo, ker če zdaj bolj ugotavljam, da če si ti zelo povezan z njimi, potem tudi oni pridejo z nekim svojim problemom, ti zaupajo in ga potem lahko rešuješ. Zelo pomembno se mi to zdi, da se zna učitelj nekako spraviti na njihovo raven, čeprav smo zdaj že generacije narazena, ampak se mi zdi, da je pomembno, da učitelja zanima, kaj zanima učence. Tako recimo sem jaz enkrat ugotovila, da popoldne radi igrajo igro Among Us in sem potem šla raziskati, kaj je bistvo te igrice in sem potem ta koncept prinesla v razred in smo se na tak način učili in s tem je zdaj dobre. Ali pa recimo, ne vem, že takšne stvari, da gledaš, kaj gledajo oni, da poznaš TikTok, da poznaš spletna omrežja, ker samo na tak način se potem lahko tudi z njimi o tem pogovarjaš in jih razumeš. Če tega ne poznaš, in težko kaj pametim, da zdaj kakšen pameten na svetu boš, ne? Ok, hvala lepa. Zdaj, nas čaka še drugi krog. Za ta drugi krog imamo na voljo dobrih 20 minut, malo kasneje smo začeli, pa bomo malo kasneje končali, da kolega Robi ne bo jezen, tam nekje zadaj, ki bo nadaljeval. Ampak, gospod Erika, mene zanima, kako ste v bistvu kot učiteljica razumeli povezavo, ali pa kot ravnateljica, če na koncu tudi, povezavo šole z lokalnim okoljem. Delali ste na 2 šolah, obe pravzaprav v manjšem kraju, Dekani in Hrvatini. Je bila šola takrat pomemben del, bi rekel, tega lokalnega, družbenega dogajanja? Ja, zelo. Moram reči, da smo pravzaprav mi čakali, da nas krajovna skupnost vabi na določene stvari, ampak smo imeli vedno. Naprimer, tam je bil Iklas, pa smo šli na Iklas, pa smo šli v Lamo, na razne, sploh v kraju. Takrat so bile res polne dvorane, ker če to delaš stalno, potem imaš zagotovljeno tudi občinstvo.
Če pa to samo tako pade vsako toliko, potem ni to dobro. Ne samo to, tudi sicer, jaz sem pazila tudi, da smo imeli primerne goste, literarne, likovne, recimo ne broj gostov z ljudmi, ki so nam polepšali dneve in tudi so širili obzorje, da so učenci še kaj drugega videli, ne samo širili jim to obzorje. Naprimer, kaj se je bila Prešernova nagrada, naši učenci so pisali čestitko, pa smo tudi nazaj dobili odgovor, ne? Tako, bilo je zelo pestro, pa se ne da bi samo tudi narečne pesmi smo odbirali, vse kasneje je nastala tudi knjiga, ko mene več ni bilo. Ampak začeli smo s tem in to je bilo zelo popestrilo, ker recimo, nareče je nekaj lepega, od tam gre vse, ne? In to so zelo radi poslušali. Učenci se spomnim, mi smo pripravljali gledališke predstave, ki smo jih odigrali v tem kulturnem domu, recimo. Zelo so radi sodelovali, krasne spominjanje. Gospa Magda, danes vas sprašujem to tudi kot učiteljico matematike. Danes pogosto slišimo, da je velik problem, ker ne bi bili skratka učni načrti preobsežni, prezahtevni, skratka znanje, ki ga zahtevamo od učencev, naj bi bilo skratka preveč zahtevno. Kakšen je v bistvu vaš pogled na to, kako bi recimo s časovne distance ocenili? Ali imate tudi vi občutek, da danes od učencev recimo v osnovni šoli zahtevamo preveč, imate še vedno ste rekli, ali stik tudi z poučevanjem matematike, a danes res zahtevamo toliko več učencev, kot smo zahtevali včasih. Ali je težava v tem, da smo kot družba pravzaprav v nekih takih situacij, ko se nam zdi, da je to, kar je bilo nekoč samoumevno, danes že preveč. Bom zelo tako po domače povedala. Iz izkušenj in primerov, ki jih doživljam zdaj skoraj vsak dan. Ko sem jaz začela 72. leta poučevati, sem za poučevanje uporabljala učbenik matematike moj, iz moje osnovne šole. Čez nekaj let je bila prva prenova, dobili smo nove učbenike, enega, ne poplavo, enega, nič drugačna ni bila snov, mogoče kakšna slikca več, pa ni bilo v 1000 barvah in prekracano gor in dol in smeškoti in učbenik. In zbirko vaj. In smo to delali dolga leta, na kar je prišlo en kupenih raznih učbenikov, to jaz nekaj pomagam, reštuiram, bi rekli temu, no. Rečem otroku, prinesi s sabo učbenik, ker ne vem, po katerem delate, ali je Robert, ali je Modrijan, ali je Presečišče, ali je ne vem kaj. Tako. In če pogledam te učbenike, ki so po formatu sicer večji, na oko debelejši od mojega osnovnošolskega, ampak noter je vsa ista snov. Samo ker je več slikic, bolj pobarvano, bolj raztegnjeno. Jaz vidim velik problem. Vse to smo se mi tudi učili. 6. razred, sedanji 7. je imel ulomke, je imel vse geometrijske like, je imel decimalne števila. To ima tudi danes, je res. 8. razred danes, nekoč 7. je imel, mi smo rekli, relativna števila, dve so racionalna, plus in minus, vsi oklepaji, potem so krogi in tako da ne naštevam tečnega programa. To je enako, 9. razred, včasih 8. si se učil isto snov v 8. razredu.
Jaz vidim problem veliko drugje. Mi pridejo učenci, ki hodijo na ekonomsko, strojni tehnik, gimnazijski program, tehniška gimnazija, ekonomska gimnazija, splošna gimnazija, a veste, da mi na prste preštevajo. Na prste preštevajo. Jaz ne znam. Oni tik tak, 9 plus 3, nekaj pomrda in pove odgovor. Poštevanka, okrajšati ulomek, videti, da je 12/18, notri skrita poštevanka število 6, navajam konkretne primere, da veste, kje smo. Ne, bom krajšal z 2, da kaj več ne gre, čakaš pol ure. In potem si jaz predstavljam tega otroka, ko sedi v razredu, v 7., 8. razredu, ali pa potem v srednji šoli, učitelj napiše neko enačbo, geometrijsko telo, karkoli pač obravnavajo, in se noter pojavi ta ulomek 12/18, sem dala najbolj tak primer. Učitelj v 9. in 8. ne bo več raznaval, veste, mi bomo pa to okrajšali, pa tle bo toliko, pa tle bo toliko. To je napisal pač okrajšani ulomek, da otrok pogledal debelo in nič ne bo razumel. Zakaj je učitelj pri to dobro? In jaz se dobesedno na inštrukcijah s tem srečujem. Jaz vem, ko so moji otroci, imam sina in hčerko, ko so bili v 2. razredu 8 let, takrat, da ne bi znal poštevanke, ampak to na vse načine, ne samo množiti po vrsti, mešano, deliti to, in če to ne utrdiš, kot da ga pošliš pisati spis, brez da pozna 25 črk abecede. In tega je vsem tam več. Kar me je pa začelo motiti, zaprosto, če bo malo daljša. Ko smo pred leti razlike v znanju so iz razreda v razred pri učencih večje. To je osnovna vera, luknje pa tudi. In potem smo se s slavistko in z ravnateljem dogovorili, daleč pred 9-letko, da imamo na teden 2 uri istočasno slovenščino in matematiko in da delimo učence v 2 nivoja. 3 nismo mogli, ker še to očitno in tako. Za ure utrjevanja, da tem, ki komaj da sledijo, ponudimo počasno, dodatno, na osnovnih primerih, da pridejo na tisto 2, tudi 3, da pokažejo nekaj. Tistim, ki pa v razredu tudi zaspijo, ker se ti ukvarjaš z unim, ki bo komaj da kaj izlezlo, da damo pa nekaj več. In smo imeli tak nivojski pouk, brez 9 let, ne bo ničesar. Jaz sem nivojski pouk na prihodu 9 let kot pozdravljala. Ko smo imeli 3 skupinah in 3 učitelji in krasno smo sodelovali, starši so bili v začetku skeptični. In zakaj? Ja, pa kaj pa, če bo v 1. nivoju, ne v najnižjem, in kaj pa, če zna več, pa bo šel v 2. nivo. Ampak tega ni bilo. Večemo iz 3. v 2. stopničko dole. Noben ga ni špotov, ko rekla. Poniževal, podcenjeval, ti si pa 1. nivo. Ne. In smo delali, v meni to bilo osebno všeč. Še preden je to bila... Ja, še pred 9 let, ko smo naredili mi 2 nivoja za ure utrjevanja. Ne za ure obravnave, za ure utrjevanja. Jaz vidim več, no in še 3. stvar. Učence smo sproti spraševali, poklicali k tabli, kontrolirali domačo nalogo, vprašali snov iz domače naloge, nismo dali oceno v redovalnico, nikoli bi bila premajhna. Smo imeli svoje redovalnice, smo pisali pluse ali delno oceno ali karkoli, sproti se spremljajo in otroci so vedni, da če hočejo biti uspešni, bodo mogli sploh delati. Vsaj tisto osnovno ni tako vleče. Zdaj pa 2 meseca ni testa, domače naloge niso obvezne, potem pišejo preverjanje, ki je tako kot bo v testu. Če bi šli to ocenjevati, pa se ne ocenjuje, se ne sme, bi pisali vsi 1. Hitro inštrukcijo, ki čez en teden pišemo testo, kar je v testu, to me navadite,
popisal 2, popisal 3, čez 3 dni ga ne vprašali nič, in to sem poznal. Mislim, da je tle ena velika škoda v tem kampanjskem učenju, proti čemu smo se vedno borili. To sem želel vprašati tudi vas, Nermin. Kako danes gledate kot učitelj matematike na to isto vprašanje? Ali od učencev zahtevamo preveč? Ali mislim, da to drži ali je problem kjer nekaj? To je zelo dobro povedal, mislim, res je, te učbeniki pač naj bi bili samo pomoček v učenju, ne? Zdaj konkretno ta učenec, ki ne zna krajše, mogoče pa minister za finance, kot je tazga za naše, sicer malo hecno, ampak tako gre današnja družba dejansko, ne? Pomemben je cilj, ne? Cilj je pomemben, rezultat je to, ker pot ni pomemben, ne? Problem je bolj široko zastavljen kot sama matematika, ne? Problem je v branju dejansko. Mi tekmujemo, jaz pravim, da tekmujemo s 30 sličic za sekundo. To je neravnopravna borba, kot bi rekel, ne? Višja kategorija, ne? In on enostavno je zmatran od tega 30 sličic za sekundo vse te tehnologije in pride apatičen in njega ne more zanimirati toliko knjiga ali pa nekaj drugega, kot on nima prisotnosti človeka. In če tisti človek, ki pride na to razred, v prvih 5 minutah ne dobi pozornosti, je tudi pol, da bo imel cela ura nikakva. Če se bo ukvarjal z sistemom, če bo opisoval, če bo opozarjal, če bo grarjal, pač s tem ne bo nič. Oni so imeli recimo to prednost, ko niso s tem tekmovali, in pač jaz mislim, da je bilo takrat lažje. Ampak otroci so še vedno pač isti. Zdaj, kar se tiče balasta v učnem načrtu, jaz pravim, da vsak, ki je naredil fakulteto, je strokovnjak na svojem področju, on se zaveda, kaj je tisto ključno bistveno. Pač definitivno prolomki se bo ustavila, če bo pa nekaj preslikave ne bo znal, da pa nek grafikon, ki ga riše že v razreda, ne bo tak problem. In tudi, ko bojo preroljeni učni načrti, bojo nekateri učitelji točno vedeli, kaj je spet tisto, kjer lahko ima manevrskega prostora, kje pa recimo lahko hiti, kje se ustali. Meni se veliko zgodi, ker že odpeljajo otroke, ki to odpeljajo po pol razreda zdaj, imate tega, pač pridejo, imajo takšne in drugačne pomoči, pridejo 7 otrok grebet, ampak če bi bil kak, bom rekel, ne obstaja neka raziskava, koliko je pomoči, koliko je haska od tega, bi rekel, in ti odpeljajo te otroke in pač imaš samo tiste, in se zgodi, da jaz rečem, da tole bomo delali, presodim v razredu, da pač potreboval, vpljujem, oni so šli naprej, nekaj se točno delali, pride nazaj in je taka neka zmešnjava. Danes je vse zdefinirano, vse je spredačkano, vse ve, kaj kdo dela, pa nobenih v bistvu ne ve, kaj se jaz. Samo eno med vprašanje, nisem tega naprej napovedal, ampak zdaj, ko ste rekli, ste omenili učne načrte, ravno smo sred prenove učnih načrtov, pa me res zanima čisto iskreno. Koliko pravzaprav vam dejansko, koliko so za vas kot učitelja učni načrti funkcionalni dokumenti? Koliko jih uporabljate čisto res pri operativnem načrtovanju pouka in pri izvajanju pouka? Mislim, a bo to velika sprememba, zdaj bo prišel nov učni načrt in kaj se bo zgodilo za... Za mene, mislim, z nekih drastičnih sprememb ne bo, jaz ve, kaj moram naučiti. In velika večina tistih strokovnjakov tudi se zaveda tega. Je pa res, da je fino narediti palat kakšne novosti stvari, ne vem, mogoče z IKT-ja pa tega, tako da naprej upeljevati, ampak še vedno vse miselni procesi se dogajajo v glavi, mi smo mala država, mi moramo promovirati to, da dejansko imamo razmišljajoče osebke, ne da bomo neke ljudi, ki bodo kupovali, servisirali naprave nekaj, ko bomo neki njihovi službi. To pomeni, mi moramo delati na tem, da se gre, osnovna šola je osnovna, da pride otrok, da mu zna brati, pisati, razumeti, govoriti, se izražati, nastopati, kako že, pa migati. Da so otroci se znajo, nekaj bod preza se znajo leči. Če ne bo migal, ne zna tudi matematike, ničesa. In če ni branja, ni abstraktnega razmišljanja, ni matematike, on pol v osnovi ne ve, da je x lahko tudi številka. In tisti zmaj, ki ga vidi v slikanici, je narisan in imel zase x. Tisti zmaj, ki ga pa prebere, pa ga opisuje, je pa vsakem drugače. Hvala. Ja. No, prav to branje in razumevanje, to je velikanski problem.
velikanski problem. Ko vidi vrstico in pol napisano, nalogo, prebereš, sem prebral. Veš še enkrat. Sem prebral. Razloži mi, kaj sem prebral. To so težave, ja. In da ne govorim pa o pisanju, o urejenosti pripomočkov. Katastrofa. Svojega prebrati ne znajo. Malo piše tu, malo piše tam, tam prečrta, tam popacka. Alenka, eno vprašanje vam s tem povezano. Koliko je pravzaprav to, o čem se zdaj pogovarjamo, problem tehnologije, ki je zdaj tako zelo vse prisotno, mi glede omenil, da tekmujejo s temi 30 sličicami na sekundo ali pa 60 možne. In recimo to, da otroci vse težje pišejo, rokopis, koliko je to posledica tega, da je pravzaprav ni treba več tako zelo veliko pisati. Kakšni so po tvojih izkušnjah učitelji tehnologije? Kako kot učiteljica to doživljaš? Ja, jaz se bom vrnila malo nazaj in sicer v obdobje korone, pa sem prav ratam siva, če bi kdo reče, da je korona kriva, da učenci ne znajo. Ker imam 3 hčere, ena je 9. razred, preležala z gipsom in ga je naredila, potem je 1. in 2. letnik naredila preko korone in uspešno zaključila srednjo šolo in zdaj je na friju študira 1. letnik. In ta najmlajša, ki je zdaj v 1. letniku srednje šole, je tudi 1 razred in pol osnovne šole naredila v času korone in še vedno je učno motivirana, še zmeraj je ohranila učno kondicijo, zjutraj je mogla delati za šolo, ne kadar je prišla mama domov ali pa oče, tako da je morala svoje šolsko delo opraviti v času, kot če bi bila v šoli. In mislim, da tisti starši, tisti otroci, ki so pa čakali, da otroci začnejo delati, ko oni pridejo domov, je tukaj potem bilo narejeno, kot je bilo narejeno, čas so si razporedili, kot so sami želeli in seveda otroci, ki so bili navajeni, da neprestano visijo starši zraven, so jutranji čas, ko so bili sami uporabili za videoigrice, za telefone, televizije ali karkoli drugega. To pripisujem koroni, kar je zdaj posledica prevelike uporabe računalnikov, pametnih telefonov v neučne namene. Velikokrat opažam otroke, da ne sledijo pouku, pa lahko, jaz rečem, skačem po trepalnicah pred tablo, naredim razlago fenomenalno, z videoposnetki, z zapisi, narisano, ma če zraven ne bo smejko, ne bo nekaj zabliskalo, ne bo dobil cekinov v tisti kufr, ne bo nekdo zaploskal, potem učenci niso motivirani, ker so navajeni od videoigric, žal videoigric, vedno dobiti neko nagrado, nek blisk ali karkoli. In tudi zaradi tega učenci vedno manj berejo in vedno manj pišejo. Recimo, če primerjam mojo osnovno šolo, ko nismo imeli telefonov, mi smo šli na dopust, smo dobili prijatelje, pa smo mogli napisati pismo, smo mogli napisati naslov, dati na pošto in čakati to pošto. Učitelji si dobil oceno pri slovenščini ne samo za vsebino. Ocena je bila iz vsebine, iz oblike in lepopisa. In Bog ne daj, da si pisal kot danes, pa lahko si bil in sploh nisi dobil odlične. In branje. Tale razmišljanje o tem, kaj prebereš, da nalogo prebereš 2-krat, besedilo preberi 2-krat, preberi od začetka do vejce, kaj si razumel, tega ni več. Opažam posebno zdaj, ker poučujem matematiko in sem zelo, zelo hvaležna ravnateljici.
da mi je izpovedala to mojo željo, da učenec prebere besedilo, ki je dolgo eno vrstico in reče ne znam. Pridem k njemu in rečem, česa ne znaš? Te naloge. Ma kaj od te naloge ne znaš? Vse pa preberi še enkrat. In potem naredi čez nekaj časa, a ja, zdaj pa razumem. Torej, niti da bi že v prvem šusu razmislili o tem, kaj berejo, čakajo neprestano, da jim je nekaj servirano. In tako doma, ko mama nese torbo, ko mama pobriše, ali pa tata, ne vem, ga bo pospremil do razreda, bogi otroci nosijo torbo in tako potem se pričakujejo otroci tudi do učitelja, da bodo na prvo žogo neprestano. In seveda potem tudi nimajo več potrpljenja, da bi, ali vztrajnosti, da bi se potrudili lepo pisati, urejeno, kot je na tabli in seveda tudi branili potem, ker je vse video igrice važno, da gledaš, da strelja, niti ne kaj razmišljujoče igrice, ampak da se dogaja, da je in sploh. Tukaj vidim največjo težavo pri uporabi tega. Se bom se zdaj obrnil še na Nino z istim vprašanjem, ja, zaradi tega, ker Nina, vi ste tudi sicer znani po tem, da vključujete tehnologijo v pouk, da jo tudi sami uporabljate zelo produktivno za delo z učenci, pa bomo mi pa skratka s zadnjim vprašanjem zaključila današnji pogovor. Kako vi vidite tehnologijo pri izobraževanju, učenju? Ja, jaz bom zdaj pa malo bolj pozitiven vidik tega predstavila. Ja, takoj, ko rečeš, da v razredu učiš tudi s pomočjo tehnologije, te vidijo, to, ne vem, ljudje velikokrat vidijo, kot, zdaj so pa otroci ves čas na napravah, ves čas to, ampak to pač ni res. To je samo en delček pouka. Zdaj, tehnologija je tukaj, ali mi želimo, ali ne, in zdaj na nas je, ali bomo učence tudi naučili pravilno uporabljati tehnologije, ker če ti učiš s tehnologijo, jih lahko tudi učiš o varnosti tehnologije, o varnosti na spletu in tako dalje. Bomo povedali čisto en konkreten primer, kako smo mi recimo v razredu upeljali. Zadnjič smo obravnavali dinarsko kraško pokrajino in sem jim s pomočjo aplikacije naredila tako učno pot po celi naši šoli, tako da je ena skupinca se sama sprehajala po šoli, res je imela tablico, ampak ta tablica jih je vodila od točke do točke, pa imela je na kratko napisane, kakšno nalogo morate mu praviti. Recimo, ker se v dinarsko-kraški pokrajini ukvarjajo s superovarstvom, so morali na šoli poiskati en izdelek superove in so šli potem dol kuharce nadlegovati, da so jim dali kuhalnice. Ali pa recimo nekaj bila točka, kjer smo se učili, da je dinarsko-kraška pokrajina znana po gozdarstvu, pa so si mogoče lade narediti. Pa bloški smučari, pa so se delali, da smučajo, pa trenirati se mogli, ne? Tako da v bistvu so bili s pomočjo aplikacije samostojni, čist sami so to delali, povezali so se med sabo, pa res so si vse zapomnili. Tudi, ko sem jih naslednji dan sem preverjala to njihovo znanje, so oni vse znali. Tudi potem, ko smo recimo ustno to preverjali znanje, kot sem jih sprašvala za oceno, sem sam rekla, zopki na pot se spomniti, ko si šel po njej. Bloški smučari, to, sem se takoj spomnila. Tako da lahko se tehnologija uporablja v koristne namene, tudi kar se branja tiče, recimo, ki zdaj imamo projekt, kjer obstaja nek program, preko katerega otroci berajo in zaznavajo, recimo, ki naredijo napake in potem to popravijo. Tako da ja, se mi zdi, da se velikrat sliši, kot da če učiš s tehnologijo, da je to nek bum v razredu, ampak ne, to je samo en delček pouka. Pa tudi to, da v bistvu učiš otroka računalniškega razmišljanja, to lahko narediš tudi tako, da ne vem, v razredu izdelamo papirnato letalo, ki učiš algoritme in to je zadnje v bistvu osnova programiranja. Tako da tudi na tak način se to uči. Kadar se recimo pogovarjamo o tehnologiji, ki bo prišla v vrtce, se pogovarjamo o tem, kako recimo s pomočjo kakšne igrice morajo nastaviti, da bo robotek prehodil tako pot, kaj je v zadnje programiranje, recimo. Ja, in če jih to učiš, če se s tem ukvarjaš, se mi zdi, da potem imaš tukaj zadnjih še en kup stvari, o katerih se lahko tudi pogovarjaš. O tem,
o odvisnosti od napravih, o uporabi teh, o varnosti in vsem tem. Ja, to je bila zdaj ena taka dobra reklama za projekt, ki mu rečem, da ste digitalni učitelj. Hvala lepa, jaz imam še kar kaj vprašanj, ampak ker nas čas že zelo preganja in nas bo kolega Krofik začel grdo gledati zdaj, ravnokar, pa njegove gostje in gosti, se bom zdaj na tej točki svojim gostjem in gostu res iskreno zahvalil. Hvala, da ste prišli in nam popestrili ta današnji popoldan s svojimi izkušnjami in pogledi. In jaz upam, da se srečamo v podobni zasedbi in ob podobnem pogovoru še kdaj, kaj kmalu. Hvala lepa. Hvala tudi vam.